Dva po dva, da ne bomo zasedali svojega pločnika.
камеру постав. Koke ura. Ага. Ja, приближно. Ja sam tu. Ovdje ta vlasta baš je razina. Moja vizija. Moja vizija. Moja vizija. Da? Locuteală, timp. Așa, așa.
Delavke in delavci, pozdravljeni! Direktorji, direktorice, vodstva gospodarske zbornice, pozdravljeni! Danes smo se zbrali, da izrazimo svoj protest ob dvigu dajatev, ki so povezane z našimi delovnimi mesti. Politika se je odločila, da ne želi imeti visokoproduktivnih delovnih mest, ki generirajo močan izvoz. Že več kot 100 let zagotavljajo naše papirnice, železarne, opekarne, cementarne, steklarne, toplarne, termoelektrarne, delo številnim delavkam in delavcem in s tem preživetje njihovih družin. Tudi razvoj krajev so te naše papirnice v preteklosti skrbele. Tako je. A časi se spreminjajo. Energija se draži, delo izgublja vrednost. Od plač je vse težje živeti. Sedaj pa so se odločili, da nam bodo energijo še podražili, kot da jo uporabljamo za naš luksus. Niti malo se ne zavedajo, da smo dobesedno življenjsko odvisni od cene energije. Vsako leto izumijo neko novo varianto, kako pobrati denar, ki ga v globalizirani konkurenci vedno teže zaslužimo. V preteklih letih smo veliko vlagali v posodobitev obratov, v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, v povečanje učinkovite rabe energije. A kaj, ko so nam sproti, kljub temu, da smo dosegali zavidljiv napredek na povečanju okoljske sprejemljivosti naše proizvodnje, sproti nalagali nove in nove takse, povečevali trošarine, uvajali kompone in vse vrste drugih blodenj, ki se jih lahko spomni samo tisti, ki ne vedo, kaj pomeni delati v 4 izmenah in kaj pomeni delo ob nedeljah in praznikih. Ne delamo 24 ur na dan, 365 dni na leto zato, ker nam je lepo, ampak zato, ker to zahteva učinkovita raba energije. Mi vemo, da je energija strošek in ko delajo peči, ko se vrtijo stroji, smo ob njih tudi mi, saj drugače ne bi bilo proizvodnje. Ugašanje in prižiganje, ustavljanje in zaganjanje naših kotlov in strojev je drago, ravno zaradi velike porabe energije in zato si prizadevamo, da čim bolj izkoristimo energijo, ki je še sedaj predraga. Politiko sprašujemo, ali se zaveda, da nam s svojim početjem odžira kruh. Sprašujemo se, ali vedo, da ogrožajo naša delovna mesta, saj v sosednjih državah breme, ki ga mora pokriti proizvodnja, ni takšno, še posebej ne glede stroškov, ki so povezani z vloženo energijo. Danes smo se skupaj s predstavniki delodajalcev zbrali zato, ker se v eni točki strinjamo. Pogoj za delovanje naših podjetij mora biti z vidika davčne strukture in obremenitve primerljivi z državami, po katerih se zgledujemo. Za ostalo, kar nas loči od boljšega jutri, pa bomo poskrbeli s pridnim delom naših rok, z iznajdljivostjo in marljivostjo od naših delavk in delavcev in ne nazadnje z odgovornim upravljanjem poslovodnih organov naših podjetij. Zahtevamo, da se nosilci političnih odločitev zbudijo in ugotovijo, da so podjetja, ki v svoji proizvodnji porabijo veliko energije, pomemben del naše industrije in da je za njihov obstoj in razvoj potreben drugačen pristop. Naj zaključim z našim Pergamovim sloganom: skupaj solidarni, močnejši. Delavke
delavke in delavci, direktorji in direktorice, zaposleni v tej državi. Danes smo skupaj Gospodarska zbornica in sindikati tukaj pred vlado z zelo preprostim razlogom. Zahtevamo, da vlada omogoči slovenskemu gospodarstvu in slovenski industriji take pogoje, da bo lahko na novo zaposlovalo, da bo raslo in da bo imelo vzdržne pogoje za poslovanje. Protestnega shoda se danes prvi skupaj udeležujejo predstavniki vodstev, sindikatov in drugih zaposlenih podjetij, se pravi delojemalci in delodajalci, z zelo jasnim sporočilom. Z novimi obremenitvami podjetij in s tem tudi delavcev ne bomo rešili javnih financ. Takšna računica se ne bo izšla. Negativna spirala večjih obremenitev vseh zaposlenih in krize javnih blagajn se bo tako samo še nadaljevala. Od leta 2008 smo v gospodarstvu izgubili več kot 90 tisoč delovnih mest. Napačen odgovor države na krizo je eden glavnih razlogov, da so vsi zaposleni v državi, neposredno ali posredno, ta hip še bolj obremenjeni. Obenem pa se preveč zadolžujemo in imamo težave z javnimi financami. Tudi zaposleni v javnem sektorju si zaslužijo ustrezne pogoje za delo, ob tem pa zahtevamo, da se javni sektor upravlja korektno, učinkovito in celostno, v korist vseh državljanov in davkoplačevalcev. Ob doseženi in načrtovani gospodarski rasti so prilivi v javne blagajne predvidoma višji. Zato ni nikakršne potrebe po dodatnem obdavčevanju gospodarstva, ampak je potrebno zavihati rokave in narediti red tudi v javnem sektorju. Tukaj ne gre za red pri zaposlenih, ampak za red pri organizaciji, pri javnih naročilih in pri drugih organizacijskih težavah, ki jih ima javni sektor. Protestniki danes skupaj sporočamo. Če bo šlo gospodarstvo bolje, bo šlo bolje vsem v Sloveniji. Čakajte sem ga še minutko ali pa kaj, sem počakajte malo, da še malo protestira, da lahko kakšne izjave poberemo. Imam samo enega. Imate ga še rabite? Ja. Biva sam gospod Milič. Sorry. Gospod Milič, minister za finance je imel ravno tiskovno konferenco, kjer je dejal, da bojo obremenili gospodarstvo za 6,9 milijona evrov, od 30 je postalo, gre na višje trošarine, recimo pri dizlu za 1 cent, pri ostalih gorivih za 0,78. Kako komentirate, ko pravi, da je tudi začuden, da se odločili samo za protest danes? Je logika, da najprej napriješ 100 milijonov, pa zmanjšaš 30, pa potem na 6, na 7 in trdiš, da si gospodarstvo nekaj več pustil. Vsaka obremenitev v tem trenutku za del gospodarstva je lahko zelo usodna. Nenazadnje, ta obremenitev energetske prispevki gredo na rovaš podjetij v 3 branžah, ki v celoti delujejo v tem trenutku z izgubo, kar pomeni, da se seveda nekih novih obremenitev ne morejo uvrstiti. Ampak na koncu bi le počrtal tudi to, da ta država
mora narediti korenitejše spremembe v celotnem upravljanju javnega sektorja. Kajti danes recimo se borimo za energetske prispevke, jutri se bomo za kakšne druge takse ali trošarine. Skratka, naše opozorilo tega protesta je, da zahtevamo, da država racionalneje in smotrneje upravlja z javnimi sredstvi. To tudi nekako že naredili, danes je pokazal razrez proračuna, rebalans proračuna za leto 2025. Me zanima, ali vi predlagate, se pravi, da odpusti teh 30 milijonov, prvotni učinek bi bil 120 milijonov iz Evropske unije, ki je opustila okoljske dejavnosti. V vsakem podjetju, v vsaki organizaciji je možno z ustreznimi menedžerskimi prijemi, ko pride recimo nova ekipa, narediti nek določen prihranek. Ali je to 5 ali je to 10%, potem so seveda različne ekonomske teorije različne. Vendar možno je z drugačnim pristopom, z drugačno organizacijo pričvarati teh 30 milijonov ali 100 milijonov, kajti borimo se tudi prispevkov za obnovljive vire energije in tudi za učinkovito rabo energije. Predvsem mislimo, da se da proračuna, pa ne samo z tem računovodskim premikanjem, ampak z organizacijo dela prihraniti ta in še večji.